Živijo, sem Jerica, urednica založbe Sanje in se vam javljam z tega posebnega pogovora z mlado avtorico Julijo Lukovnjak, s katero pripravljamo niz romanov fantazijskih in prvi od njih se bo imenoval Imaginarni svetovi Edgarja Caysa. Torej, tako precej zveneče ime, ki brez dvoma vzbuja precej pričakovanja. In kaj bi sama rekla, kaj si lahko bralci obetajo od novega fantazijskega slovenskega avtorskega romana? V bistvu gre za splet dveh zgodb. Najprej je ta zgodba sveta kot celote. Pač ta svet pa je na nek način poln nekih magičnih, fantastičnih elementov. Na drugi strani pa je v bistvu grozljiv, temačen, grotesken. Potem pa je tukaj tudi zgodba tega glavnega lika, ki se v tem svetu znajde in pa ni prepričan, ali pač dejansko želi biti junak tega sveta ali ne. Še posebej potem, ko si postajata dobra, pa ta slaba stran pač vedno bolj na nek način podobni. Zanimivo, ne? Mislim, meni se zdi, da potem v bistvu, če vzamemo v zakup ves ta fantastičen svet, ki si ga ustvarila, pa mene in predvidevam, da tudi poslušalce predvsem zanima, kako si se dejansko lotila tega pisanja. Pač, da ni to samo neko pisanje, ampak je nekakšna gradnja novega sveta, ne? In kot mlada pisateljica imaš najbrž o tem veliko za povedati, ne? Ja, definitivno. Pač pisanje je samo majhen delček tega, pač kar je v bistvu ustvarjanje neke fantazijske serije, ker pač treba je zgraditi svet, ki pa mora biti pač logično konsistenten v smislu tega, kakšna bitja tam živijo, kakšne odnose imajo med sabo, pač neko zgodovino je treba zgraditi, neke značaje določenih bitij. Na primer, moj svet ima več vrst teh glavnih bitij magije, potem pa so tukaj tudi pošasti, pa polbitja in pa za njimi tudi nebitja. Nebitja, ki so pač izvirna, ostala so nekatera izvirna ali pa pač izvzeta tudi iz kakih mitologij ali pa kakih pravljic. No, v glavnem, nebitja so izvirna, delimo jih na prazneže pa krvoduhove. In pa predstavljajo v bistvu glavni konflikt v tej zgodbi, ker so nek nenaravni element, ki se tam pojavi in pač grozi pač nekemu ravnovesju v teh pač fantastičnih deželah. Brez dvoma zelo tak zapleten in razčlenjen in zanimiv svet, ne? Kaj pa je potem, kakšna je pa vloga glavnega junaka, torej Edgarja Caysa, pač kje on stoji v vsem tem velikem, strašnem svetu? No, to je v bistvu uganka vse knjige. On pravzaprav v začetku ne stoji nikjer, zaradi tega, ker je pa človek. In je nek zunajski pač člen tega fantazijskega sveta. In v bistvu nekako ni priključen na eno ali pa na drugo stran, vseeno pa pač mora zbrati, najti neko svoje mesto. In pač to je njegova naloga, med drugim tudi. Ja. Kako pa se ta pač njegova posebna vloga navezuje pač v cel sistem? Pač kakšna je vloga človeka dejansko v svetu? Tudi to je ena izmed velikih skrivnosti romana, definitivno pa je čisto drugačna kot recimo, čisto drugače je biti človek v svetu magije. Bom rekla v mojem svetu magije, ker je pač za vsak roman seveda drugače, kot pa recimo pri nas. Pri nas je človek pač bistveno pač kraljuje svetu, lahko pa pač malo izdam, da v moji knjigi ni ravno tako. Čeprav mogoče na nek način pa tudi ja, saj bodo bralci sami ugotovili. Tako da ja, definitivno pa je drugačen kot ostala bitja, nebitja, polbitja. In tako dalje. Zanimivo, ne? Pač obetajo se tudi neki malo strašljivi elementi, malo bo negotovosti, precej temačno ozračje. Katerim bralcem bi pa priporočila to knjigo, čeprav je to malo nehvaležno vprašanje, pač vsaj veliko odraslih bralcev posega po fantaziji, ne? Pa tudi mladi bralci dostikrat berejo
stvari, ki bi drugi lahko rekli, da so neprimerne, ampak vseeno, ne, pač, da zastavimo nek okvir. Jaz bi rekla, da je pač primerna za vse, ki jih pač zanima fantasy oziroma fantazijska književnost. Ampak mogoče ni primerna za res majhne otroke. Za osnovnošolce pa bi že rekla pač, da je, zaradi tega, ker pač vsi, ki so recimo dorasli Harryju Potterju, pač ki ima tudi neke strašljive elemente, pač bi po mojem z lahkoto tudi lahko brali pač tole stvar. Čeprav, ja, lahko bi brali tudi tole stvar. Definitivno pa je pač primerna za vse srednješolce, pa za starejše, ki jih pač zanima fantazijska književnost, pač tudi za odrasle. Ja, sigurno. Vsi radi pač posežemo po čem razburljivem in zanimivem in raziskujemo nove svetove, ne. Zdaj pa v bistvu še malo o tebi, kakšno besedo. Me zanima pač, kaj te je navdušilo nad tem, da si se sploh lotila pač tazga projekta, ne, ker še vseeno pač zastaviti in sestaviti nek svet iz ničes, pač potegniti ga iz niča, ne, ker zahtevno in odgovorno delo in v bistvu po katerih knjigah najrajši posegaš, ne? Pač jaz že v bistvu vse življenje ful rada berem fantazijske zadeve. In zaradi tega, pač tudi te so me v bistvu navdihnile, da napišem nekaj svojega. Na primer, moj najljubši avtor je itak Tolkien, pač ki ga res smatram za mojstra pač fantazije, pa pač tudi začetnika, pač res vse poklone. Rada pa tudi berem, pač vedno sem tudi ful rada brala Harryja Potterja, potem ful sem rada brala zgodbe iz Narnije, pa na primer všeč so mi tudi George Martin, Brandon Sanderson, Neil Gaiman, Patrick Ness, pa tudi brala sem Igre lakote, so mi bile ful všeč, pa tudi, mislim, dejansko vse, kar pač je fantazijskega. Sama pa sem napisala zaradi tega, ker sem zmeraj pač občudovala pač domišljijo, ki je potrebna za to, da se ustvari pač ne le neka zgodba, temveč svet. Pač nek res svet, v katerem ima pač avtor vse pod nadzorom in v katerem pač je vse pač neka njegova igračka. Pač v bistvu je ful zabavno, zato tudi pišem, ker pač razpolagaš z vsem, kar pač je. Ja, super. Hvala za ta prvi uvid v ta imaginarni svet in to svet Inkre Matere, pa upam, da se še kaj srečamo na pogovoru in povemo še kaj več. Enako.